Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo. Dober dan. Ne vem, če sta vidva gledala kaj takega, ali sta morda še premlada, ali se vidva spomnita oddaje Mini Playback Show. Ne. Na RTL-u. Ne RTL-u. Prvi del je bil predvajan, vsaj nemška verzija, ne, original je iz Nizozemske, 31. decembra leta 90, trajalo pa je do 4. decembra 98. Okay. V tej oddaji so otroci posnemali znane izvajalce, na playbacku ponašali njihove uspešnice. Podobne oddaje smo tudi pri nas videli, ne? Ampak so odrasli bili v nulo, ko jih naredijo, da izgleda enako. Ampak niso prav peli, ampak v nulo so mogli lip-synkat, kot rečemo, na playback. In nedavno nazaj sem gledal eno oddajo, sem si pogledal, ker smo se tu pogovarjali, se spomnil, Matej Regent, mislim, da se je spomnil naslova oddaje in smo šli malo pogledat in ravno v tisti oddaji, ki sem si jo ogledal, sta bili žirantki The Weather Girls. Ja, tako, in pol sta dve punčki sta imitirali v nulo. Prav neverjetno, še oni začetni pogovor, veš, še to. Vse v nulo. Ok, ta komad sta peli, mislim, ga bomo privoščili, seveda, ker je vrhunski, pa ker zunaj malo pika, tako da gremo 3, 4. Hi, we're your weather girl, and have we got news for you? Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? O, lepo zdrav. O, profesor. Dober dan. Zdravo. Dober, čeprav je deževn. Ampak, tu smo, naši smo pripravljeni na nove zmage in na nove komade, ki niso tako novi, ker so že stari 100 let, ampak niso 100, ampak so pa blizu, malo več kot 40, pa je ta današnji. Sicer z leta 83 se bomo spomnili Duran Duran in singla Is There Something I Should Know, oziroma v kontekstu, da bi ti meni nekaj rada povedala, no, to se namreč naša pesem govori o fantu, ki sumi, da je z ljubezensko zvezo oziroma dekletom nekaj hudo narobe. Zdaj, če obratno, če ženska misli, da je nekaj, pol ponovadi je, In obratno. Ja, ne vem, če je, ampak ja. Single je debitiral na prvem mestu angleške lestvice, v Ameriki je priplezal do 4. Prodali so pa kar 2 milijona singles, kar ni tako malo. Band je dobil ime, če se spomnite še vedno, po norem znanstveniku Duran Duran iz, kako temu rečemo, kultni, erotično, znanstveno, fantastični film, nemogoče sploh da so skup nekaj tajega naredili. Barbarella iz leta 68, takratno, seveda zelo rostno mlado Jane Fonda. To je tak, če bi danes gledal, bi mislil, da so ti nekaj vsipali v pijačo, prisežem, to je tak odbit film, da pač treba pogledati. Fantje, oziroma dobro, gospodje, so na sceni že od leta 78 in so še vedno aktivni. Do zdaj so posneli 16 studijskih albumov, zadnjega z naslovom Dance Macabre pred 3 leti. Vse skupaj so pa prodali čez 100 milijonov plošč, kar ni tako malo tudi, Ne počivajo, letos so spet na turneji in nam najbližje bodo 28. junija v Budimpešti. Če bi ga kdo rad videl v živo. Ti zagotovo. Si jih že? Ne, nisem še. Nisi? Pa res nisem. Imaš zdaj priložnost. Nisi bil v Ljubljani? Nisem. Grem pa... Budimpešta blizu. Ja, grem v Budimpešta. Samo 1. maja na Kleptona. Tole ide. Ja, sej, dokler še je, Dokler si ti. Dokler smo oba po moje. Tako, Fras, jaz za tebe vem, da si včasih, če še nisi zdaj, mogoče ne vem, ki je ta starostna meja ali kako to gledajo, da si bil mladi kmet. Sem bil, Vidiš? Nisem več. Nisi več, ker si stari kmet zdaj. Tudi kmet nisem. Nisi, torej si pa bil v tem, ne? Ja. Zanima me, Anja, za tebe zdaj, smo se mi dva pogovarjala s Frasom,
Namreč, če si mlajši od 40 let, Ja, to sem. No, lahko dobiš pomoč, ker je na voljo razpis za mlade kmete in je na voljo več kot 15 milijonov evrov za podporo mladim kmetom. Zdaj pa mi dva vema, da si ti govedorejka. Živinorejka, ja. Ja. Če pa imaš tudi, ne vem koliko glav živine. Predvsem, ja. Predvsem goveda, ja. Ja. Čebelarka. To drži, to edino drži. Ja, glej, vse bi lahko. Nimam kmetije, tako da moram razočarati. Ja, se pa te neki kredit zame, pa tak, ne? Da prišla delati. Tu iz evropskih sredstev nazaj, ne, nekaj vun, pa levo desno, pa malo, ne, jajce, mleko, pa evo. Super, pa vaju zaposlim, pa bo ta delala. Ne. Ja, kaj pa? Ja, mi ima hodila kupivati k tebi. Tako? Pa delati. Da šte nekaj imela, ne? Pomet, pa skanglo, šnicle. pa mleko, pa tak. No, toliko da veš. Hvala. Evo, zdaj, če še koga to zanima, dajte se pozanimati, ker lahko postanete mladi kmet. Ja? Ali kmetica. Tako. Ja. No, glej, kako se veseli že malo. Dajmo se posvetiti astrologiji in dokazu, ki sem ga jaz zasledil na spletu, da je to pač tak malo, ne, larifari, kot radi rečemo. Ja. Pa zdaj brez zamere vsem, ki ste v to vpeti, fejst in se verjamete temu in se tega držite. Super, če vam koristi, ampak dajmo tu pogledati. Našel sem naslov 5 astroloških znamen, ki bi preživela konec sveta. Okay. Ostala ne bi. Okay. Teh 5 pa bi jih. Torej, Anja, ti si po horoskopu lev. Tako. Fras, ti pa oven. Ok, jaz sem strelec. Ok. Kere bi preživeli? Bik, devica, kozorog, škorpijon in pa oven. Tako da, bravo Marko, Fras. Bravo. Hvala. Ok, tu je prva laž očitna se zgodila. Pol sem šel brati, dobro, da vidim, kaj pa te, ne, zakaj zdaj oven. In glejte to, ne, zdaj vi, ko poznate, morda Markota malo bolje, piše, zdaj predstavljaj si, da je zdaj, ne, konec sveta bo čez, ne vem, pol ure, ne, se že dogaja in bo zdaj vsega fertik. In piše tako, oven se najbolje znajde v akciji. Ja. Call of Duty sem igral. Ko nastopi kriza, ne okleva, temveč deluje. Njegova energija, pogum in pripravljenost na tveganje so ključni v situacijah, kjer ni časa za dolge premisleke. Kaj ti misliš? Ne vem, če kaj bolj opisuje Frasa, ne, kot to. Če bi bilo treba rešiti zaloge ali zaščititi skupino, bi bil oven prvi na terenu in pogosto tudi tisti, ki potegne druge za sabo. Tako da, mislim, bravo, Fras. Hvala. Neverjetno. Kaj si ti malo nor? Pa si res oven? Ja, oven je, ja. Ne, vidiš zdaj, Anja je vse povedala s tem vprašanjem, tako da tu sem jaz postal ekstremno skeptičen do astrologije. Ne. Predstavljaj si, kako se vse začne rušiti, Fras pa po Smetanovi laufa. Tu pridite, tu imam zavetje, tu bom vas jaz rešil. Ti pa bi delal to, ne? Ne, vsi bi bili in, jaz tak ne bi preživel. Glej, rolico papirja bi imel zih. To pa bi imel, ja, evo, ne, in s tem bi rešil marsikatero rit. Ali sta se kdaj spraševala, zakaj imamo semaforje takšne, pač kot so, rdeča, zelena? Nenehno. Prihajajo v bistvu iz železnic, ne, že v 19. stoletju, tam so začeli s tem, tam so bili prvi semaforji in so pač bili samo rdeča pa zelena, je bila isto za vlake. Ne? Ja. Potem so pa leta 1923 naredili prvega s 3 lučmi, torej rdeča, rumena in zelena, in s tem zmanjšali nesreče za
ogromno, ker je bilo pač samo prej, ne, iz rdeče, gremo hitro, ne, pa kontra, ne, pa so se ljudje zaleteli. Na onem pa je bilo takoj zelena, ne. Tako. In rdeča, zakaj rdeča? Ker rdeča univerzalno je barva nevarnosti, ne? Ja. In psihološko gledano rdeča pa je poveča utrip srca in tudi v človeku vzbudi tesnobo. Veš, da naenkrat vidiš, da se naenkrat vklopi, ne? Panika. Zelena pa kontra, psihološko gledano barva, ki pomirja in signalizira varnost. In tukaj lahko potrdim tudi, ko sem bil pri SDFLV, Strelsko društvo Franc Lešnik Vuk. Ja, kapetan. Na strelišču je vedno zadnji bil taki zeleni tapison, da ko si nekaj časa streljal, si mogel oči spočiti in si puško odložil in si malo se malo si se zdihal, pa gledal nazaj v onaj zeleni tapison, da si oči pomiril, da si lahko potem spet, da si potem lahko spet streljal naprej. Cool. Tako da ima neki smisel, ne? In da še danes se to uporablja. To sem jaz bil včasih tak živčen, ker sem rdeči avto. Zdaj vidim. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.